Na kaj ste najbolj ponosni v zadnjih mesecih? Aleksander tukaj. To coaching vprašanje je vprašanje, da se fokusirate ne na to, kar nimate, temveč na to, kar imate. Da se usmerite v to, kar ste uspeli, ne v to, kar niste uspeli. Kajti ta fokus bo tisti, ki vam bo dal dodatno motivacijo, zagon, energijo, odločnost, da boste šli naprej. Veliko ljudi primerja sebe, kjer so sedaj, s tem, kjer si želijo biti. Pozabljajo pa, da nekaj mesecev nazaj, včasih nekaj let nazaj, včasih celo nekaj tednov nazaj, še niso bili tam, kjer so sedaj. Pozabljajo proslaviti, se zahvaliti, biti ponosni za prehojeno pot, za dosežke, za rezultate, za premike, za preboje. Ko jaz gledam sebe, danes tukaj, ker sem, in to mojo pot osebnostne rasti, za tiste, ki poznate mojo zgodbo, veste, da leta 2003 poleti sem končal v bolnici. In zdaj se je v tem času, vseh teh letih, zgodilo toliko prebojev, toliko premikov, toliko sprememb, ker če bi danes gledal sebe, kjer sem danes, in primerjal s tem, kjer sem bil takrat, 2003, bi rekli, mama mia, svetlobna leta, drugo življenje, povsem drugačen način gledanja na ta svet, na ta planet, drugačen način manifestiranja različnih ciljev. Nov jaz, druga oseba, nova priložnost. Če pa gledam sebe, kjer si želim biti, še zdaleč nisem tam. Ko primerjam sebe z mojimi kolegi, kolegicami, z mastermind skupin, predvsem tujih mastermind skupin, ameriških, mednarodnih, vidim, koliko še mi manjka, vidim, koliko še moram narediti, kaj še vse bi rad dosegel. Ko pa pogledam nazaj, vidim, joj, Aleksander, bodi hvaležen. Ker vsem tem času, vseh teh letih si manifestiral toliko čudežev, toliko srečnih ljudi, toliko prebojev tvojih tečajnikov, tečajnic, toliko premikov prebojev strank, klientov, ki so šli skozi tvoje knjige, zgoščenke, online tečaje. In lahko samo rečem hvala. In lahko rečem, ja, ponosen sem, hvaležen sem, vesel sem. In to bi rada tudi vi naredite. Da pogledate ne to, kar vam manjka, ne to, kar niste naredili, temveč na to, kaj ste naredili. V zadnjem tednu, mesecu, pol leta, letu. In se sam zahvalite. Tudi če se vam ti preboji ne zdijo, wow. Tudi če, ko primerjate sebe in kako rastete vi, in primerjate, kako rastejo drugi, se vam zdijo, oni grejo dosti hitreje. Se zavedate, da ni tukaj tekme, kjer bi tekmovali jaz proti vam, vi proti meni, jaz proti nekomu drugemu. Vi tekmujete ali pa rastete samo vi v svoji poti in v vaših korakih, ki so za vas primerni. In dajte biti hvaležni, ponosni, veseli. Praznujte. Veseli me vedno, ko ljudje znajo biti hvaležni, veseli za tako majhne, drobne stvari. In tam se skriva sreča, tam se skriva preboj, tam se skriva premik, ki ga želite narediti v vašem življenju. Če je bilo to coaching vprašanje koristno, bom hvaležen, če boste klikali na like, če boste napisali v komentarju, Aleksander, imaš prav, v zadnjem mesecu sem dobila ta aha moment, sem dobila to spoznanje, sem se premakala naprej, sem dosegla tak cilj, tak rezultat. V zadnjem tednu, mesecu je bilo moje življenje postavljeno na preizkušnjo in sem šla skozi to. Vi se morate zavedati, da ko bi vi videli nekoga, ki je tam, ko ste bili vi nazaj, bi ta oseba gledala vas danes z neverjetnim spoštovanjem, z neverjetnim občudovanjem in bi bila ponosna na vas. Zato dajte biti tudi vi ponosni na sebe. Tudi vi praznujte te korake. Lahko se vam zdijo majhni,
Ma to ste naredili z vsemi viri, sposobnostmi, ki ste jih imeli. Marsikdaj ni bilo enostavno. Marsikdaj ste šli iz cone obdobja. Pozabljate. Spomnite se samo to, kjer ste bili, ko ste začeli in kje ste danes in praznujte preboje, premike, veselite se in jaz upam, da boste kliknili na like, da boste kliknili na všeček, da sem dal lepo slovensko besedo, všeček. Da jim boste napisali komentarje, Aleksandar, sem ponosna na to. Ali pa, Aleksandar, res je, imam nekaj za biti hvaležna. Lahko tudi napišete, kaj to je. In klikate na share, delite, pomagajte mi pomagati večjemu številu ljudi. Hvala, ker ste, hvala, ker mi zaupate, hvala, ker potujete z mano skozi ta različna coaching vprašanja in tudi hvala, ker ste s tem, ko poslušate ta coaching vprašanja, spet mogoče bližje enemu ahaju, enemu trenutku, enemu momentu, s katerim boste naredili preboj. Se vidimo, klikate zdaj na like, pk. Zdaj naredim pk, kot da nekaj poči, ko klikate na like, ma ne poči, jaz vem, da ne poči. Ma klikate in lahko napišete kaj v komentarje, mislim, koliko vas vzame, napišete lahko, napišete ena smeškota noter, napišete lahko eno petko mi daste tako virtualno tam v komentarju, nekaj, da vem, da ste tam, da ste me slišite, da ste živi. In klikate na share, mogoče kdo rabi to slišati, kdo rabi to videti, kdo rabi biti del te zgodbe, tega coaching vprašanja. Hvala, ker ste, zdaj pa je čas, kliknite, napišite, delite.